Četrto predavanje govori o indeksih citiranja. Torej, ko smo govorili oziroma omenjali zgodovino, smo govorili o teoretičnih osnovah. Vendar te teoretičnih osnov ne bi bilo tudi brez praktičnih, in to gre za baze podatkov. To je povezano z indeksi citiranja in z imenom tega gospoda, žal pred kratkim umrlega Eugena Garfielda. Torej, do zadnjega je bil aktiven, prava legenda bibliometrije. Ima zanimivo življenjsko zgodbo, namreč seveda po osnovni izobrazbi je kemik, potem je nadaljeval svoje delo v študij v informacijski smeri, nekaj časa je bil knjižničar v eni visokošolski knjižnici, potem je pa šel na pot podjetništva. To ni bila lahka pot, zanimiva pot. Enostavno je torej leta 60, torej vidimo, da je bil star 35 let, ustanovil svoj inštitut. Imenoval ga je Institute for Scientific Information, v slovenščini bi temu rekli Inštitut za znanstveno informatiko. Ali znanstvena informacija, seveda ta izraz information je v slovenščini različno prevedljiv. Mogoče celo podatke, vsaj v prvi fazi. Eno leto potem je imel že svoj produkt. Prvi citation index ali indeks citiranja. Torej je ustanovil inštitut s tem, da je imel že neko idejo. Temu se danes reče, ne vem, kick-up, pa podjetništva, ideja in podobno. Tudi on je imel svoj kickstart ustanovo National Institute of Health, to je največji financer z področja znanosti, predvsem seveda žive znanosti, biomedicine in sorodnih ved, ga je financiral. Ideja je bila ta, narediti bibliografsko bazo, vendar za razliko od dosedanjih baz, dodati podatke o citiranju. 2 leti kasneje je bil produkt nared, imenoval ga je Science Citation Index. Torej, znanost seveda v smislu ameriškega razumevanja te besede, šlo je za medicino, naravoslovne znanosti, biotehnične znanosti in tehniko. 10 let kasneje se mu je pridružil še indeks področja družboslovja in 5 let področja humanističnih ved. Torej ločuje 3 indekse. Uspeh je bil neverjeten. Torej ideja, ki je nekako dozorevala nekaj časa, verjetno je ravno tisto že omenjeni članek bratov Kohl največ pripomogel, da so začeli biti pozorni na podatke, ki so tukaj nastajali. Vendar moramo se zavedati nekaj. Eugen Garfield je vedno, skoraj da bi rekel, se opravičeval. Mogoče malo smešno zveni, ampak rekel je, jaz nisem hotel tega, zakaj vi uporabljate zdaj moje indekse. Jaz to nisem razumel kot ocenjevanje znanosti ali pa uspešnosti ali pa kvalitete. Jaz sem hotel knjižničarjem, torej sam je začel kot knjižničar, jaz sem hotel, da knjižničar je eno odlično orodje za iskanje relevantnih znanstvenih informacij in informacijskih virov. Ampak, ker se istočasno pojavlja tudi bibliometrijska teorija, so začeli seveda te podatke uporabljati tudi ta namen. Spet moramo se zavedati, to so leta, v katerih so računalniki bili uporabljeni samo za vesoljske polete. Vse te baze so bile na papirju. Še zdaj se spomnim v centralni medicinski knjižnici, kjer smo imeli cele police, debelih knjig in se je iskalo na zelo zapleten način, ampak se je uporabljalo. Ampak kljub temu je njemu, ne da bi, verjetno je sumil, da se bo tudi v te namene uporabljalo, če tudi kot se neko tega nikoli ni priznal, je postavil veliko podatkovno zbirko, iz katerih so te podatki postali osnova bibliometrijskih raziskav. Ali kot bi rekli, zakon, torej tisto, kar je
najpomembnejše. In s tem seveda je nedvomno ime njegovo pisano kot ene od legend ali pa najbolj pomembnih oseb v bibliometriji. Torej, indekse citiranja so potem združili v Web of Science, nekaj časa je bilo to Web of Knowledge, ampak Eugene Garfield ni bil samo uspešen znanstvenik, torej uspešen mladi podjetnik, seveda tudi uspešen knjižničar, če smem še temu dodati, ampak je bil tudi prebrisan podjetnik. V času, ko je njegov produkt, njegova baza imela največjo uporabnost, je svoj institut, s tem tudi seveda svoje indekse, prodal. Prodal ga je Thomson Reutersu, torej veliki podjetju, ki, kot veste, istočasno je tudi založnik, ima tudi novičarske in podobne zadeve. In s tem seveda tudi se nekako upokojil, če tudi je do svoje smrti deloval kot častni direktor in seveda tudi aktivno se vključeval v različne diskusije o vprašanjih povezanih z bibliometrijskimi merili ali pa podatki iz indeksa citiranja. Trenutni lastnik je konzorcij Clarivate Analytics, torej tudi Thomson Reuters je naprej to bazo prodal. V Sloveniji uporabljamo, kot sem rekel, že zelo dolgo, že nekako iz, rekel bi, 80-ih let prejšnjega stoletja, torej še v času, ko je bila na papirju, potem se je pojavila CD-ROM verzija, ta je bila imenitna, ker so je bilo možno narediti čisto vse analize, si dobil vse podatke na tistem ploščku. No, danes ga pa uporabljamo online in seveda zaradi pogodbe, licenčne pogodbe ga lahko uporabljajo vse raziskovalne ustanove v Sloveniji in seveda tudi vsi študentje, ki preko svojih knjižnic. Podatki so impresivni, torej zdaj to so trenutni podatki, ki se seveda skozi spreminjajo, zato so okvirni, morate jih vzeti v nekem času, torej 12,000 znanstvenih revij, vse več vključujejo tudi monografije, torej to predvsem seveda iz razloga, da bi zajeli več podatkov, gre jasno za recenzirane znanstvene monografije, tudi relevantne, tiste recenzirane zbornike s posvetovanj prav tako vključujejo, seveda imajo 90 milijonov bibliografskih zapisov. To je res, kot sem rekel, big data, torej veliki podatki, ki se uporabljajo v bibliometriji. Torej, vse te stvari so v omejenem obsegu. Tako revije, kot mednarodno posvetovanje in knjige. So posebne metode, bomo videli, kako se izbira. So zelo tudi, posebno prejšnji lastnik je uporabil te možnosti, da je naredil indekse citiranja za posamezne regije, torej imamo Kitajsko, imamo Korejo, Latinsko Ameriko, torej v jezikih, sicer v jezikih, ki jih uporabljajo veliko število ljudi in tudi raziskovalcev, niso pa te revije vključene v osnovne indekse citiranja. Jasno, seveda, znanje kitajščine je omejeno izvan tisti, ki jim je to materni jezik. Kaj so, rekel sem, izbrane revije in izbrane monografije, izbrane zbornike? Kaj so za revije, kaj so pogoji za vključitev v Web of Science? Seveda osnovni so redno izhajanje. Spoštovanje, torej mora revija izhajati, če pove, da je 4-krat leto, mora izhajati 4-krat na leto. Ne more iziti samo enkrat. Spoštovanje mednarodnih standardov, seveda to so standardi z področja bibliografski standardi, torej da so članki ustrezno opremljeni, da je revija seveda ima ISSN in pač tisto, kar poznamo iz knjižničarstva. Angleščina ni obvezna za vsa besedila, obvezna je pa za naslov, povzetek in zaključne besede. Torej, to je mora biti. In pa recenzije ekspertov, peer review, temu se bomo še posebej posvetili, torej revija mora dokazati, da so članki šli skozi postopek recenzije.
torej da so preverjeni, da ne objavijo prav vse, kar pride v revijo. To je sicer ni enostavno preveriti, vendar se da preveriti in seveda so tudi revije, ki so zaradi tega izključene iz Web of Science. Ker so ugotovili, da so podatki, ki so jih dali, niso pravilni. Pa so še dodatni, to so osnovni pogoji, pa so pa še dodatni pogoji, torej mora pač ustrezati nekem področjem ali pa odpirati neko novo področje znanstveno. Mednarodnost, to je zdaj seveda problem, kaj pomeni, ker imamo neke lokalne revije, ki bi želele tudi biti ocenjene. Če pri lokalnih revijah seveda naj bojo to mednarodni avtorji, ki sodelujejo, mednarodni uredniški odbor, recenzenti mednarodni in pa seveda citirana dela v drugih mednarodnih revijah. In pa seveda citirano so osnovi, revija mora biti citirana še kje drugje. To je seveda zelo različno na različnih področjih, ampak mora biti odmevna. To so neki osnovni pogoji, ki jih pač Web of Science uporablja, da lahko vključi predvsem revije. Podobni pogoji so jasno potem tudi za druge, torej znanstvene monografije in zbornike posvetovanj. Dolga leta je Web of Science bil monopolist. Izjemni položaj, zato ga je tudi Garfield tako dobro prodal. Tudi vsak poskus, da bi se pojavil nek konkurent, je bil prav v osnovi, bi kar rekel, zatrt. Spomnim se neke zgodbe, ko je pač neka skupina želela ustanoviti poseben, podoben indeks, zelo na enak način, vendar je takratni lastnik, ki ni bil več Garfield, takoj zagrožil s tožbo, rekel, da je za avtorsko zaščiten sistem zbiranja podatkov in tvorbe bibliografske podatkovne zbirke in seveda, ker je šlo za manjšo skupino, se niso mogli, kdo se bo s tako veliko korporacijo tožaril po sodišču. Do leta 2004 so se pa pojavila dva druga igralca, ki pa seveda kakšna grožnja z tožbami ni več zalegla. Namreč gre za dva izjemno velika igralca. Prvi je seveda Elsevier, to je, kot vemo, največji znanstveni založnik z izjemnimi profiti, ima praktično v svojem portfelju, v svoji zbirki najboljše znanstvene revije vseh področij. Tudi v Sloveniji imamo sedaj licenčno pogodbo, dostop produkta, ki ga imenujemo Science Direct. Istočasno, neka koincidenca, kako da je to nastalo vse isto leto, se je pojavil še en ogromni igralec, jasno, Google. Spletni, torej tudi Google je imel velike ambicije, imamo tudi Google Books, velike ambicije na področju znanosti in je postavil svojo zbirko Google Scholar. Obe zbirke sta si različni, ampak podobna načela že obstajajo. Res je, da torej ta monopol je trajal toliko časa, da še danes ocenjevanje znanstvenih objav, citatov, rangiranje revijev, tudi tamani dejavnik vpliva revije ali Stoico Impact Factor, je postal neke vrste standard. Vsi novi igralci so se morali temu prilagoditi. Ampak pomembno je, prišlo je do novih igralcev. Monopol je namreč pomenil seveda določen zastoj. Moram reči, da vmesnik že nekje par let pred tem je bil precej zastarel. Cena pa zelo visoka. Mislim, celega paketa. Ker jasno, če imaš ti monopol, je to možno. Torej je bilo dobro, da so se pojavili novi igralci, kot sem rekel, oba močna že, torej z velikim kapitalom, velike korporacije že iz drugih področij. Scopus, rekel sem, lastnik je največja znanstvena založba Elsevier, ima torej zelo podobne storitve kot Web of Science. Deluje na zelo podobnih principih, s tem pa, da širi svoje področje, predvsem na področju družboslovja, humanistike, delno tudi tehnike. Torej, pri naravoslovju, medicini, biotehniki ni neke bistvene razlike.
To smo jim tudi posebno analizo naredili in objavili za področje Slovenije. Dejstvo je seveda, da Web of Science je ameriški produkt in družboslovje, humanistika so seveda evropske revije z tega področja, tudi v angleščini so bila mogoče v malce drugačnem položaju. To je težko sicer tudi da se empirično pogledati, da se je to zgodilo, torej težko je pa povedati, zakaj je bil temu vzrok. Vzrokov je bilo verjetno več, ni kriv samo Web of Science, on ima pač svoj striktni način prijavljanja. Torej Scopus. Tudi do Scopusa imamo licenčni dostop v Sloveniji v zadnjih nekaj letih. Scopus ima nekaj več revij, kot vidite tukaj, več založnikov, predvsem več evropskih založnikov, torej teh neodvisnih, 60 milijonov bibliografskih zapisov, torej manj kot Web of Science. Zakaj? Zato, ker seveda ne gre časovno tako daleč. V Web of Science imamo znanstvene objave, ki so stare po 100 let, oziroma 90 let. V Scopusu seveda je nekako sistematično mogoče pokritih zadnjih 25 let. To se širi zdaj precej. Tudi oni poskušajo iti čim dlje v preteklost. Seveda zdaj to je tudi vezano stroški, tako da so tudi neke omejitve. Nekaj več monografij, nekaj več posvetovanj. Skratka, posod je ta posvetovanja recimo so zanimiva za tehniko, ker se tam tudi nekaj citira več s posvetovanj. Torej podobna zbirka, tudi način zbiranja podatkov, tudi tukaj se revija mora prijaviti in podobno. Izbor je narejen, izbira je narejena na osnovi podobnih kriterijev, kot smo ga videli pri Web of Science. Tretji igralec, Google Scholar, je del Googla. Vendarle je, tudi ko iščete na spletu, morate posebej vtipati Google Scholar, torej poskušajo to ločiti in postaviti to kot poseben produkt. Vendarle tukaj je tako. Dokler pri Scopusu in Web of Science obstaja zelo jasen način izbora. Tudi kontrola podatkov. Pri Googlu, Scholarju se je vse avtomatizirano. Vsi podatki se zbirajo avtomatizirano preko pač teh spletnih orodij, ki jih poznamo iz drugih področij. Je pa ena prednost, prosto dostopanje. Kot se rekel, Scopus in Web of Science je treba plačati licenco in seveda to je lahko velika omejitev tudi za tiste države, ki se mogoče zaradi različnih okoliščin tega nimajo. V Sloveniji, kot sem rekel, to urejeno. Ima zaradi tega velike obete in možnosti, seveda zaenkrat pa ni primerljiv z Web of Science in Scopus. In kljub vsej promociji nekako ga pri bibliometrijskih analizah vedno nekako rečemo, ja, saj je zanimivo, pa se ima obeta, ampak dajmo mi raje podatke iz VOS-a ali pa Scopusa vzeti, pa une nekako pustimo ob strani. Preveč napak, torej tisti 1% napak še nekako toleriramo, če jih je pa več, pa seveda ne bo dobro. Torej, omogoča pregled citiranja, kot sem rekel, enako kot Web of Science in Scopus, ampak ni najboljši. To, da je pa brezplačen, neplačljiv, pa seveda pomeni, da ga uporabljamo lahko zelo dobro pri iskanju informacijskih virov. Enostavno iskanje je. Ima pa spet določene pomanjkljivosti, ker uporablja PageRank, in potem pogosto dobimo tiste starejše članke kot najbolj citirane na vrhu, ki pa niso najbolj relevantni. Torej moramo biti pri iskanju veliko bolj pazljivi, posebno neizkušeni uporabniki, če smo mi tako reči, ta analize, ki smo jih delali tudi v našem oddelku, ko so primerjali iskanje po obeh zbirkah Web of Science Scopus in pa Google Scholar, so ugotovili se, da študentje tipično bolj delajo napake pri Google Scholar in za njih celo bolj primerno iskanje po teh zbirkah. Izkušeni raziskovalci, ki pa vejo, kaj iščejo in seveda se teh
pomanjkljivosti Google Scorera zavedajo, so pa mogoče lahko celo z Google Scorerjem zadovoljni. Kar je seveda nek paradoks, ampak toliko je, ne? Tako da študentom bolj priporočam prvi dve zbirki. Je pa seveda za iskanje neke navedbe Google Scholar zelo primeren. Imamo še en poskus, jasno, Microsoft, še en ogromen igralec, pomemben igralec, je tudi poskušal z nekim Live Search Academic, ki mečken so bili prepozni. Torej 2 leti kasneje, danes obstaja Microsoft Academic Search, da se uporabljati, je zelo podoben Google Scholarju. No. Tako da vsemi prednosti in pomanjkljivosti je tudi prosto dostopen. Za poskusiti je, ampak neke bistvene prednosti zaenkrat pred Google Scholarjem nisem ugotovil, ali pa tudi ne jaz, ampak tudi drugi raziskovalci. Je pa pač seveda Microsoft si tudi želi tega dela tržne pogače. In zdaj na koncu še vprašanje lokalnih revij. Temu vprašanju se nisem mogel izogniti, ker je tudi v Sloveniji izjemno aktualno. Namreč, vprašamo se lahko naslednje. Kaj je boljše za njih? Torej, kaj ne bi znanstvena politika bolj spodbujala? Ali to, da se lokalne revije vključi v indekse citiranja? Torej, mi imamo sploh nekdanja Jugoslavija, po nekih analizah je imela glede na število raziskovalcev izjemno veliko število revij. Mislim, da skoraj da v svetu ni bilo take države, ki je imela toliko revij glede na število raziskovalcev. Delno je seveda to bil posledica političnega sistema, ki smo ga imeli za unikatnega in smo pač menili, da je tudi naša znanost kot vse drugo unikatno in da moramo te revije imeti. Nekaj tega je še ostalo, mogoče manj v Sloveniji, več v nekaterih drugih državah, ki so šle iz Jugoslavije. In zdaj te se izjemno trudijo priti v te indekse citiranja. Imamo eno izmed teh držav, pa raje ne omenim, ker zveni zlobno, bomo rekli, da smo vedno nekako jim nasprotujemo, torej ena od teh držav. V začetku Scopusa so takoj začutili, da je to neka zanimiva zbirka. Seveda Elsevier je iskal kupca in je poskušal tudi to Sloveniji prodati. V Sloveniji smo majčken takole rekli, mečkrat smo varčevali, a malo smo tudi napihnjeno rekli, mi smo že takrat imeli svoj SIKRIS in ves sistem. Smo rekli, vsi imamo Web of Science, kaj pa rabimo še to zbirko, ne? In smo nekako zavrnili. Tele naši, ko bi rekel, nekdanji bratje, ali so pa pogruntali svojo prihodnost, so rekli, mi bomo kupili vašo zbirko, ampak vi boste vse naše lokalne revije vključili v Scopus. Ne boste verjeli, to so naredili. To je to bil čas, ko so pač skušali zbirko prodati in je vsaka država, ki je to kupila, bila zanimiva, ne? In zdaj imamo seveda situacijo, ko pogledamo, rečemo, pa kaj pa ta revija dela tukaj, ne? In jaz sem sicer, smo že govorili o tem, sem jih spraševal, kako je to možno, slovenske revije grejo čez vse mogoče preverjanja, tam pa une so pa vse noter. To so neki lokalne časopisi nekih regij, tako da bi nek glasnik neke občine pa nas bil noter. Ja, pa sem na koncu rekel zgodovinski razlog. In da boste pa dali to ven, ja, to pa komplicirano, ne. Tako da včasih moraš biti zvit tudi v znanosti, a ne. Zdaj se seveda hvalijo, mi imamo to v Scopusu, a ne. Vendarle, kaj to pomeni? Pomeni pa nekaj, ko pa gledaš to državo bom kar povedal, gre za Hrvaško, no, da ne bo gledala, kot da sem skrivnosten, a ne. Ko pa pogledaš Hrvaško in odmev njenega raziskovalnega dela, pa vidiš, da je ta zelo nizek. Zato, ker so vse te lokalne revije noter. Tako da to ni najboljša politika v Sloveniji, se obratno bolj spodbuja, da se večina raziskovalnih rezultatov objavi v uglednih mednarodnih revijah. Lokalne revije se spodbuja za vključitev v indekse. Mi smo imeli posebne delavnice, ki jih organiziral recimo Elsevier, za nekatere slovenske revije so kar uspešne, posebno s področja humanistike, ampak ni pa to cilj. Za vsako ceno dati svoje lokalne, kar mislim, da s tem znanosti pravzaprav kakšne posebne usluge ne delamo. S tem smo končali to tematiko.
Kolega ima vprašanje. Jaz imam eno vprašanje. Pri podatkih, ki so osnova za izračun indeksov, se sigurno pojavljajo kakšne napake. So to napaka avtorjev ali nekompletno citiranje ali kaj podobnega. In me zanima, kdo te napake odpravlja, kako jih odpravljajo, pa oziroma ta proces odpravljanja teh napak. Google Scholar in cela Microsoft Academic Search jih ne odpravlja. Zato pušča. Zakaj? To bilo povezano z velikimi stroški, ker je produkt brezplačen, tega se ne bi privoščili. Pri Web of Science in pri Scopusu so veliko bolj natančni. V bistvu že vnos podatkov je kontroliran. Temu rekli polavtomatski. Svoj čas je celo pri Web of Science bil to ročni vnos, si predstavljate. To so pretipkavali iz revij v bazo na papirju. Torej ogromno ljudi, ki je to počelo, od tega se nam manj. Zdaj, napake se še vedno pojavljajo. Svoj čas sem v Scopusu me en španski kolega opozoril, da so iskal nekaj za Srednjo Ameriko, da so avtorji iz Kostarike, da so slovenski avtorji navedeni kot avtorji iz Kostarike. Prišlo je do neke napake v indeksu države. To takoj popravijo. Seveda, teh drugih napakah, kot tega govorite, ko so pa napake že v sami reviji, je pa to težje ugotoviti. Videl sem, da tudi to popravljajo. Že, ne? Torej, zgodi se, da ena baza popravi, druga ne, pa imamo zato tudi različne podatke. Ne? Včasih imamo problem pri slovenskih imenih in priimkih, ker imamo kar naenkrat ime postane priimek v bazi, kot veste, v bazi je vedno kratica imena in priimek. To popravijo. To zdaj tudi popravljajo z tako enim ORCIDom, recimo to je ena unikatna številka raziskovalca, ki pač vsak raziskovalec dobi svojo številko in so te napake pri avtorstvu recimo na ta način izginjajo. S tem je tudi prednost teh dveh prvih zbirk pred avtomatizmom.